Bi eno noč radi preživeli v enem takmu totalno odbitem ambientu. Are you listening? Damn. Yeah. You crazy mother. Zdaj najbrž se vsi spomnite enega zadnjih vlogov in sicer unga vloga, kjer sem svojo drago peljal v Herbal Glamping klub. No. Ja, in tega se spomnite tudi ostali glampingi v Sloveniji, ker sem me kontaktiral in so rekli, da ja, ne bi taka peče pogledati k nam, ker mi imamo glih tako lepo, ali pa še lepše. Tako da ja, na njihovo pobudo sem se odločil, da res ne bom trdil, da je nekaj najlepšega na tem svetu, če nisem videl čisto vsega ostalega v Sloveniji oziroma izkusil njihove izkušnje. Tako da danes sem na poti v Maribor, torej za Kalvarijo, se skriva Šato Remškar. Gre za v bistvu vinarsko posest, ki si jo mislila v lanskem letu, oziroma mislim, da že leta v pol nazaj, tudi glamping. In valjda, grem pogledat, probat se ga malo napit, pa navijat za Maribor! Živijo! Mi imamo ene. Aha, to je ta preša, Madonna. Mi imamo ene Prave, žalostne, pa tako da zdaj letamo okoli, ampak mislim, da bomo zadovoljstveni. Malo za srečo bomo nazdravili, ne? Vse bojo, fantje bojo. Put yourself back together, 'cause it can't hurt forever. I'm living in the upside down, I'm living in the upside down. So tired of the real world now, 'cause without you Cause without you my feet can't find the ground. I'm living in the upside down, 'cause without you my feet can't find the ground. Sleep late to keep myself from thinking, medicate to stop my head from ringing. Each cup is only wishful drinking, 'cause we both know that I can't cope. Always waking up on your side, middle of the night I'm dreaming about the last time, trying to get you off of my mind. We both know that I can't cope. Put yourself back together, 'cause it can't hurt forever. I'm living in the upside down, I'm living in the upside down. Zdaj, če vas je pa to ful navdušilo in bi eno noč radi preživeli v enem takmu totalno odbitem ambientu, imate pa možnost, da z eno zelo enostavno gesto podprete ta glamping, s tem, da ta post šerate na svojem volu in potem počakate, da jaz to izžrebam. Definitivno bo pod tem postom tudi nagrajenec objavljen v roku parih dni. Čisto simpel. A? Tole pa čisto noro. Drevesna hiška. Ste kdaj sanjali, da bi preživeli noč v drevesni hiški? No, jaz tudi. In meni se je to tokrat izpolnilo v glampingu Remšak. V bistvu ne čist, no, na vrh krošnje. Ja, v Mariboru, ne moreš verjeti. V Mariboru imajo v bistvu prav neverjetno turistično ponudbo, za katero pa mislim, da marsikateri Slovenec ne ve. Zdaj, meni se zdi, da je eden glavnih problemov v Sloveniji v bistvu pravzaprav to, no, da zelo slabo sami poznamo, kaj nam ta naša država ponuja. In tudi zato sem se odločil, da bom v bistvu kar veliko vlogov delal na temo turizma. Zdaj v glampingu Šato Remšak je v bistvu 7 glamping hišk oziroma šatorov. Od tega je ena taka bolj premium, to pomeni, da je v krošnji. Potem sta pa ena dva tipa šatorov, če to pomeni nekoliko malo večji družinski šator, potem pa taki šatori tudi sam za dve osebi. O, hvala. Še pride. Zdaj, ena večjih specialitet, oziroma vsaj tako pravijo tukaj, so njihovi zajtrki. Moram reči, da prvi vtis je tako fenomenalen, da sem redko videl toliko naravnih domačih stvari na enem koncu. Tako da se tega zajtrka ful veselim.
A gremo pogledat, kako izgleda terasa? Takole izgleda terasa. Torej vsaka od teh 7 hišk oziroma vsaka od teh glamping šotorov ima eno tako kad, ki dela mehurčke, se reče jacuzzi. Po noč ima pa lučke noter, tako da čista romantika. Večinoma je to standard v glampingih, da imajo svoje jacuzzije, objekti, ampak ja, tukaj pa meni se zdi to še prav posebej romantičen, ker je takole pod krošnjo drevesa in pomeni lahko marsikaj. Povedali, srna! Wow! Nevice! Nevice! Evo jo! Srnca, to može! Ej, naj reče, da nima v Mariboru srnc. Imajo srnce. Gremo še noter pogledati. V bistvu izgleda tako, vse skupaj po mojem 20 kvadratov, velika zadeva. Tukaj noter imaš WC. Čist cute, vse kar rabiš, nič odveč. Pa imaš pa takole eno tako ful veliko posteljo zakonsko, ker moram reči, da je ena boljših postelj in se ful dobro spočutil, ker je neka spominska pena gor. In pa seveda televizijo. Ozadaj tamle se skriva klimatska naprava. Tukaj na vrh se skriva pa, to boš pa kar ti splezal. Ali pa skočil. V bistvu še ena taka zakonska postelja. Ja. Šato Ramšak glamping se v bistvu razlikuje od drugih glampingov po eni osnovni stvari. Namreč tukaj doma res odlično vino. Če mogoče niste verjeli, koliko dobra so štajerska vina, vam bodo oni to znali dokazati in vam bodo tudi posebno degustacijo v zelo domačem okolju predstavili svoja najboljša vina, ker nosijo tudi kar precej enih medalj. V glavnem, ful se zdi, da je tukaj pojem vinskega glampinga doma. Torej, toliko dobrih finkov, ker jih naredijo Ramšakovi, jih že dolgo nisem pil. Posestvo se drugače razteza na 15 hektarjih in letno prodelajo tam med 8 pa 10 tisoč buteljk vina, kar je tako malo in butično. Zelo skrit urban kotiček, ki ga mora pravzaprav vsak štarec videti in probati, da dobi inspiracijo, kako se v bistvu lahko taki turistični projekti v bistvu pri nas delajo. Me je čisto hodom, ampak jaz moram iti spet. Spet me kliče dolžnosti in letim nazaj v Ljubljano. Tako da, akcija. Borna, snemati treba. Normalno. I'm living in the upside down. Without you, my feet can't find the ground. I'm living in the upside down. I'm living in the upside down. So tired of the real world now. So tired of the real world now. 'Cause without you I can't sleep, and without you I'm empty. I'm living in the upside down. 'Cause without you my feet can't find the ground. Zdaj, če vas je pa to ful navdušilo in bi eno noč radi preživeli v enem takem totalno odbitem ambientu, imate pa možnost, da z eno zelo enostavno gesto podprete ta glamping, s tem, da ta post šerate na svojem volu in potem počakate, da jaz to izžrebam. Definitivno bo pod tem postom tudi nagrajenec objavljen v roku parih dni. Čisto simpel.